Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla. Nocojšnja gostja je Manca Izmajlova, ampak naj jo najprej predstavim. Manca Izmajlova je mezzosopranistka, ki sprva študirala pravo, ga opustila, se nato učila petja pri Zlati Ognjanović ter sočasno delala kot natakarica. Privarčevala je za avdicijo in šolnino, naredila sprejemne izpite in odšla v London, kjer je diplomirala iz muzikala in dramske igre na Mount View Academy of Theatre Arts v Londonu. Po končanem študiju se je vrnila v Slovenijo in začela nastopati kot igralka in pevka. Ko je spoznala svojega bodočega moža Benjamina Izmajlova, ki je takrat na konzervatoriju Čajkovski v Moskvi študiral violino, se je odločila prekiniti svojo kariero v Sloveniji in nadaljevati s študijem. Leta 2003 se je preselila v Moskvo in začela študirati operno petje na Akademskem glasbenem kolidžu Peter Iljič Čajkovski. Pred odhodom iz Moskve sta z možem z Ruskim državnim simfoničnim orkestrom kinematografije tam posnela 2 albuma, Slovanska duša leta 2007 in Slovensko srce leta 2008. Nove orkestracije je napisal Slavko Avsenik mlajši. Albuma sta dosegla platinasto naklado, kar je 25.000 prodanih izvodov. Poleg teh 2 je izdala še 5 albumov, izvaja operno in popularno glasbo. Njen repertoar obsega več kot 350 klasičnih in modernih skladb. Poje v 25 jezikih in jih tudi več govori. Angleščino, italijanščino, francoščino, nizozemščino, nemščino in ruščino. Doslej je imela več kot 1000 nastopov po vsem svetu. Poučuje mlade in predava poslovnežem. Izdala je knjigo Vdihni življenje s polnimi pljuči, katere velik del je posvečen 13 vajam znamenite ruske dihalne telovadbe po metode Strelnikove. Manca, nadvse dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Sem naredila kakšno napako, pri platinasti nakladi jih je bilo kaj več. Skupaj, to se pravi, platinasta naklada je 10.000 za en album, tako da te dva sta bila oba skupaj 25.000. Ko sem brala, se nekaj, to je pa sumljivo. Ja, ampak takrat je bilo to še mogoče, danes seveda se CD-ji več toliko ne prodajajo. Ja. Napaka je bila mogoče samo še to, kar se navezuje tudi na druge ljudi, da nisem sama privarčevala denarja za študij v Londonu, samo za avdicijo, ker je bil to tako ogromen znesek takrat in mi je veliko ljudi pomagalo. Rotary klub Bled, občina Radovljica, manjši sponzorji, dobrodelni koncert celo sem organizirala za sebe, na katerega so mi priskočili številni slovenski tedanji zvezdniki. To je bil takrat že Jan Plestenjak, Alenka Godac, Irena Vrčkovnik, Helena Blagne, Braco Koren, cel kup ljudi, mogoče nekaterih tudi jih ni več na sceni danes, ampak to je bilo res lepo in smo napolnili festivalno dvorano na Bledu. Tako da veliko ljudi mi je pomagalo, da sem prišla skozi ta študij. Seveda sem morala pa tudi sama kar pridno migati, da sem ta denar skupaj nabrala. Pa francosko ne govorim. A ne? Pa je pa to napaka? Ne, zelo veliko pojem v francoščini, tudi učila sem se jo že pri 12 letih, pri nunah v Lescah. Ampak nikoli nisem prišla do tega, da bi govorila, sem pa komfortna v petju, vem, o čem pojem. Upam, to so ene take neizpolnjene sanje še, da se naučim enkrat. No, pride tudi to mogoče. Ampak zdaj, ko si načela to temo, da najprej naj dodam. Z Manco se nisva poznali do tega trenutka tukaj za mizo, ampak pred pogovorom sva seveda podelili, kako se bova naslavljali in sva se enoglasno takoj odločili, da se tikava. Torej, v pogovoru se bova z Manco tikali. Zato, da pač ne bo kdo v dilemah. No, ampak ta študij, ko si rekla, da se je toliko ljudi angažiralo, to ni bila samo avdicija, ki že sama po sebi
zahtevala neko investicijo, že to, da se gre tja, da je človek tam biva, ampak verjetno je tudi neka opisnina ali karkoli in potem še sam študij, ne? Se pravi, to je bilo kar vse skupaj, kar velik zalogaj. To je bilo noro, takrat v 90-ih, to je bilo leta, mislim, da je bilo 96, ja. Tudi takrat je bil funt izjemno drag za nas, ne? Meni mama mi je s težkim srcem dala recimo 50 funtov za sabo, to je bilo tam, je šlo tako 1, 2, 3 in mami je bilo to ogromno takrat tudi v Sloveniji. Takrat sem se v bistvu naučila prvič, da se moram sama znati potruditi za svojo lastno srečo, ambicije in želje in sem morala se naučiti premagovati neki strah, nekomfortnost, iti ven iz komfortne cone, ker seveda nihče ne mara trkati naokrog in spraševati za denar, prositi za pomoč, iskati možnosti, ampak če imaš močno predstavljene svoje sanje in jaz sem jih imela, nekako je to kar šlo. Treba je bilo nabrati denar najprej za audicije, to so bile 3 audicije, na eni nisem bila sprejeta, na eni so me hoteli še enkrat videti in na tisti, na kateri sem si najbolj želela iti, sem bila sprejeta. To je bila neka pač vpesnina, celo leto so imeli audicije, tako da tekom leta, recimo na tej moje šoli, se je približno 2000 ljudi zvrstilo in vzeli so nas na vse programe skupaj 70. Tako da bilo je več programov, musical, igra, režija, odrske zadeve. Tako da to je bilo kar precej veliko osip in super, da so me sprejeli, ne? Ker do takrat je bil moj talent nekako, nekaterim je bil očiten, nekaterim ne. Bila je predvsem zelo močna želja. In tisto leto, ko sem delala kot natakarica, ni bilo samo ure petja, hodila sem tudi k eni čudoviti profesorici na Bled, katere se mogoče še zdaj marsikdo spomni, gospa Dana Renčel. Ona je ustanovila baletno šolo Bled in je prve generacije gorenjskih baletk gor postavljala. In jaz sem hodila takrat pri 18 letih z 10-letniki, z 12-letniki na ure baleta, da sem se pač malo naučila v svojem telesu. Tudi ona je privatno delala še z mano, me učila odrske drže. Zdaj šele razumem, takrat sploh nisem razumela, kaj delam, ampak v bistvu me učila neke karizme, neke drže, nekega nastopa na splošno, ne samo baleta, ker je bila sama taka izjemna ženska. Zelo sem ji hvaležna, zdaj žal je ni več kar nekaj časa med nami. In potem sem hodila še v Šentjakobsko gledališče na igro. V bistvu sem kot neko ure igre so imeli za amaterje. Tako da te 3 stvari in v Kazino na jazz balet. 2krat na teden. Ampak Manca, kako se to se spletajo? A je bil kakšen tak mejnik, za kjer ga veš, da se je prebudila ta želja, jaz pa želim hoditi po tej poti? Ali se je to tako počasi sestavljalo, nenadejano, enostavno kamenček po kamenček in je vodilo v to, kar zdaj počneš? Spomnim se, da sem bila 12-13 let stara in sem hodila v glasbeno šolo in da je bil tak zelo izrazit moment, jaz nočem igrati na flavto, jaz hočem peti. In sem že takrat začela iskati možnosti za učenje petja. Takrat jih je bilo zelo malo, bilo je pač tisto klasično petje. Nada Žgur je bila prva, ki je začenjala z džezovskim petjem ali pa popularnim petjem. In jaz sem tudi potem pri 15 letih se popolnoma odpovedala svoji žepnini in sem se iz Lesc vozila z avtobusom k njej na ure, da sem se jih nekako sama do neke mere plačevala. Tako da to je bila prva že taka stvar. Pri 16 sem po lokalih začela nastopati. Vedno me je nepopisno vleklo v glasbo, vedno me je glasba ganila bolj kot vse drugo, vedno so bile vse moje misli prežete z njo. Nenehno sem bila ure in ure v sobi in se učila pesmi, prepisovala besedila in nekako v bistvu samo to me je usrečevalo, tako da to je bilo jasno. Ampak potem, ker ni bilo možnosti za neki študij, pač na akademiji, na srednji glasbeni šoli, tako malo mest je, nisem prišla zraven iz katerega koli razloga, tudi moj glasek je bil zelo drobčkan, ni bil nekaj prav posebnega v tistih časih. In zato sem šla potem pravo študirati. In v času študija prava sem šla v Celovec si ogledati svoj prvi musical. Musicali so bili v 90-ih zelo popularni, bolj kot zdaj, bi rekla. In takrat je bilo prav tisto, kot rečejo duhovniki, da so imeli svoj klic. Jaz sem imela svoj klic, prav sem imela občutek, da letim
Sem rekla to, jaz moram to početi in v bistvu sem šla potem kot v transu tudi v zaodrje, čakala na vratih edina, hotela spoznati zasedbo, ki je bila mednarodna, in potem si je tisti dirigent vzel precej časa za mene, da mi je napisal šole, to še ni bilo niti interneta, nič, potem sem šla na British Council in še na ameriški center, ker sem izbirala, kam bom šla. In sem začela si oblikovati to svojo željo, kam sploh hočem iti, ker mi sploh ni bilo jasno, kam se gre za to, ne? Anglija ali pa Amerika v bistvu. In potem je Anglija prevladala predvsem zaradi bližine, ker Amerika je bila predaleč stran, se mi zdelo, ne? No, ampak mnogi recimo imajo težave s tem, po čem njihovo srce res hrepeni, kaj je njihova, kako bi rekla, naloga, kaj so njihovi talenti, kjer lahko se najbolj izrazijo in so prispevajo k družbi in tako naprej. In nekajkrat sem slišala, recimo sestra mi je že pred leti rekla, da sem lahko srečna, ker redko kateri ljudje počnejo s takim veseljem to, kar počnejo. Skratka, zavedala sem se, da je to dar, ne, darilo, da enostavno nekateri res počnemo tisto, kar nas nepopisno veseli. In zdaj, ko to poslušam, vidim, da se je tebi to rodilo že zelo kmalu. Ampak kljub temu je potrebna precej odrekanja, zagrizenosti, neprijetna mi je beseda žrtvovanje, ampak veliko odrekanja discipline in pozornosti v to, da človek sam sebe podpre v tistem, kar si želi, po čem hrepeni, ne? Tudi starši, da te ne zatrejo. Recimo, pri meni mama recimo do teh mojih sanj je bila nevtralna, nikoli me ni zatirala, ampak nekako mogoče je bilo predvsem bolj strah za mene, kaj bo iz tega, ali bom srečna v tem ali ne. Oče pa moj pa tak je vedno krila dajal, on pa je vedno mi govoril, naj se ne bojim, da ne vse poskusim, da ne sanjam, da ne, vedno mi dal tisto eno majhno brco, ko sem jo potrebovala. Začenši s tem, ko se spomnim, da sem bila stara 10 let in sem se želela učiti gimnastiko in on je rekel, napiši peticijo, pa id po šoli, zbiraj podpise, da boste imeli gimnastiko na šoli. In potem smo res dobili čez eno leto, tak je moj oče recimo. In tako da glede tega sem imela veliko srečo in tudi tisto prvo leto, ki je bilo finančno najtežje, ker kasneje potem sem dobila tudi štipendijo od Ministrstva za kulturo, ki jo pa lahko dobiš vedno šele v drugem letniku, ker moraš en letnik že opraviti, to je v bistvu ta težka stvar. Prvo leto je najtežje zdržati. Takrat sta mi res čez vse svoje možnosti sta mi pomagala, prodala en avto, v bistvu vse naredila, da bi me podprla pri tem, da nekako zalaufa zadeva. Sama pa lahko rečem, da res je izviralo zlasti iz te velike ljubezni do glasbe in do petja in da moje sanje niso bile, bi rekla, tudi neka nečimrnost, da sem želela biti slavna ali pa, ne vem, nastopati. Za mene je bil vedno užitek biti zakopan v sobi in se učiti. V bistvu to enostavno početi za sebe, se nekaj novega naučiti in to potem veš, da je to res tisto pravo, ne? Ker nekateri mogoče se hočejo bolj pokazati, pa ne toliko ždeti doma. Jaz pač še danes uživam v tem, da čistim noto za noto en takt, da brusim akcent, da 50krat grem besedilo skozi, črko za črko. Več v tem primeru sem malo tak, Američani bi rekli nerd, ne? Kakšna je slovenska beseda za to, da si nekaj tak mol, ki se v nekaj zakoplje in uživa v tiste drobni stvari. Nekdo pa uživa, ki ne vem, nekaj šraufa ali pa nekaj barva, recimo iz teh ročnih spretnosti nikoli nisem razumela, da bi uživala. Nimam potrpljenja za raven šiv narediti ali pa za neko stvar iz gline. Nekdo pa v tem uživa, ne? Jaz pa uživam, da v glasbi to delam ali pa v besedah, ne? Tako da... Recimo v tvojemu poklicu je to zorenje mnogoplasno, ne? Rekla si, kako že zgodaj tudi skozi balet razvijaš odrsko prezenco, gibe, način, na katerega se postaviš, skratka tudi ta del je pomemben in seveda vokal
pa jasno, da se ga brusi. Ja. Zanima me pa sledeče, nekje, ko sem seveda googlala in brskala po vseh virih, da sem videla čim širše, kaj si počela in kako, je nekje bilo rečeno, da v Rusiji, v Moskvi, ko si bila na konzervatoriju, ko si se vrnila, da tam tisto delo ti je odprlo glas, odprlo. Jaz si potem čist nič nisem predstavljala, kot samo, da je nekaj dobrega. Kaj to pomeni, da se lahko nek glas tako razcveti, odpre? To je zelo različni ljudje smo. To bi moj brat bi mogoče tudi znal kaj o tem povedati, ki se ukvarja s coachingom, Urban se zelo poznanje. No. On se prav zdaj s to somatiko telesa veliko ukvarja, ker nekateri ljudje imamo bolj zakrčena telesa, nekateri ljudje imajo bolj svobodna telesa. Ne. In nekdo enostavno vedno lahko stopi in zapoje. Ne. Jaz sem bila vedno očitno bolj zakrčen človek in zaradi tega je bil tudi moj glas nekako zakrčen. Tudi vse sem poskušala nadzorovati, veliko sem pela v sede, namesto recimo stoje in sem se navadila peti samo z grlom. In v Rusiji sem odkrila šele tam, se pravi, tu kljub temu, da je bilo v Londonu je bil zelo intenziven trening, ampak v Rusiji očitno je bil pravi trenutek za to, ker pravijo tudi, da se nekaterim to bolj pozno zgodi. Ali pa sem imela tako profesorico, ker naenkrat je glas se prestavil v celo telo, vključilo se je telo in glas je postal bistveno večji, kot je bil prej. In to je bilo kar relativno pozno, jaz sem bila takrat stara že 26-27 let, ne, da se ti takrat glas začne odpirati. In do takrat sem mislila, da brez mikrofona sploh ne morem zapeti, ne? Ker naenkrat sem lahko pela v normalni dvorani brez mikrofona. Se pravi, da je tudi moč dobil. Ja, pa sem imela tudi recimo klasično šolo do neke mere v Londonu ali pa pri Zlati Ognjanović, ampak nekako nisem tega dojela, začutila pred tem, ali pa pač gre za neko telesno zrelost, ne vem, hormone, karkoli. Moj glas je nizek, nizki glasovi so znani potem, da se kasneje razvijajo, kasneje odprejo. Ne, ne vem, zakaj. Soprani so že 18, 19, 20 letni, ne vem, pač pojo, nizki glasovi so znani, da nekako po 30 tam šele dobijo nek svoj polnost. Da postaneš baba, no? Ja, lep izraz je, da se glas odpre, ker to je tako kot človek, ki se odpre, pomeni, da steče med njim pa med ostalimi, karkoli že pač, ne, da ne rečemo energija, karkoli že pač steče, ampak če je človek zaprt, potem ni stika, ni kontakta, ni... Ja, bolj introvertirano poješ, se to je tudi mnogim všeč. Obstajajo ljudje, ki imajo celo kariero, da pojejo introvertirano in to nikogar ne moti. Ampak pri meni očitno je bilo treba to odpreti, je bila to moja pot. Zlasti bi pa rekla, da pred tem, v svojih 20 letih, da sem zelo pela z dušo, za lastno veselje, potem, ko se pa glas začel odpirati, ko se ta tehnika me začela kazati, sem pa začela kar dolg časa preveč razmišljati o tehniki, ker to je tako en širok spekter, kaj ti lahko vse z glasom delaš, kako lahko poješ, kako ga brusiti, kaj poješ in več, ko veš, bolj na nek način postaje zakomplicirano. In jaz sem se skozi vse te žanre prekopavala. Nekdo recimo začne jazz in je vedno jazz, ne? Nekdo poje klasiko in vedno klasika. Pri meni šlo iz jazza na musical, na klasiko, potem na neke vrste crossover, v čemer sem se zdaj nekako ustalila, ker vse uporabljam. Tako da zdaj bi rekla potem šele po 40, da pa sem nekako ne se našla. Ja, pri petju. V knjigi si tudi malček spregovorila o tistih zakulisnih pleteh tvojega poklica, to se pravi zakulisnih v smislu teh, ki so težje, temačnejše mogoče kakšne, pa bi malček te osvetlila, ker jih ljudje ne poznajo. Recimo, eno od njih so te res izjemni fizični napori, fizični in psihični napori, ne? Ja. Skratka, ki... Primerljivo je na nek način za športniki, s tem, da športniki grejo zelo mlade že v penzijo in dokler je telo mlado, tam nekje do 30. leta, tudi vse lažje regulira. Potem kasneje, sploh pri ženski zaradi hormonov, je vedno več nekih problemov, tudi psihičnih preprek
Vsakeč, ko greš na oder, je to stanje izjemnega stresa. Lahko se tega zavedaš, lahko ne, ampak v bistvu ti vsa kemija ti plane gor, sladkor se poviša, adrenalin se poviša, cel kup enih stvari. In če imaš veliko koncertov, si dobesedno iztrošen, ne samo psihično iztrošen, ampak si fizično, ker se ti pač vse v telesu gre kot da bi bil, ne vem, na nekih olimpijskih igrah po zahtevnih koncertih in potem spet dol pade. Tako da moraš to nekako se naučiti razumeti in znati tudi kompenzirati, regulirati, drugače se to pozna na glasu. V mojem primeru, kar je mene najbolj bremenilo, niso bili čisto samo koncerti, ampak zlasti ta organizacija, ker z možem nikoli niso imela agentov in sva bila vedno vpletena v organizacijo. To pomeni, mož je delal neke svoje stvari, vezane na organizacijo, jaz sem večinoma delala oglaševanje, kontakt, včasih prav direkten kontakt za prodajo vstopnic, od tega, da sem rihtala golaž za orkester sama, vedela vse, ki bodo plakati, kateri bodo, vedela, kako gre dinamika prodaje, in to je zelo težko breme zanositi, če moraš iti potem na oder, če veš, koliko je, ali se karte dobro prodajo, se ne prodajo dobro. Tako da meni ta kombinacija mi je bila najhujša. 7 dni na teden, enkrat zgodaj vstajati, enkrat pozno iti spat, vse skupaj se je držalo in to je bilo tisto, kar recimo je bilo meni naporno. Potem je pa še pač ta neka dinamika kariere, ko ti je prvič rata, misliš, da je zdaj to, da zdaj si na vrhu in več dol ne greš. In potem neizogibno se začnejo te gor, dol, en čas je v bistvu zanimanje za tebe visoko, potem malo usahne, razmišljaš, kaj zdaj spet narediti in v bistvu ves čas moraš v tem kolesariti ali pa plavati enakomerno. In to je tudi ena taka težko breme zanositi. Ampak pomaga, če imaš jasno sidro in če jasno veš, kaj želiš in zakaj to počneš. In potem vedno najdeš neko pot, neko novo motivacijo, neke nove sanje. In tudi jaz sem bila vedno zelo intuitiven človek, sem znala prepoznavati, da se z nekom srečaš in kot da bi ti rekla, kot da ti vesolje skozi njega sporoči eno majhno sporočilo, ki ti potem odzvanja v glavi in na katerem melješ in narediš neke odločitve. Tako da to me je vedno tudi reševalo. Kar se tiče drugih ljudi, vsi smo imeli neke zgodbe v svojem življenju, ampak mislim, da je najboljše, da znaš priti do tega, da si do vsega tega nevtralen. Niti da ne rečeš, vseeno mi je, ali pa ne odpustil sem, ali pa vse bo dobil svoje. Ampak enostavno, da pač rečeš, to je bila moja pot, včasih se upečeš, včasih se kaj naučiš, moraš se pa zmeraj nazaj na noge postaviti in to je tisto največ vredno. Skratka, če razumem, da se človek ne zatakne v žleklave. Ja, enostavno tako, ampak tudi, da ne rečeš, sem jim, ne vem, odpustil, saj bojo dobili svojo karmo. Nobene drame. Enostavno, pač greš, življenje gre naprej. Mislim, da se seveda je to težko, ampak da se čim manj moraš vračati v preteklost. Enostavno tisto, kar je bilo, vzameš in tudi, če si naredil napako, če se nisi dobro odzval, če si nekaj, da enostavno rečeš zdaj pa naprej. Kaj naprej? Kaj zdaj ta hip? Kaj je jutri? Kaj zdaj? Kaj si zdaj želim? Da v bistvu jemlješ to kot en proces. Jaz tudi iz nekih življenjskih kriz, ki sem jih imela, sem zatekla k dihalni telovadbi in to je bilo konec koncev stvar, ki me je skozi celo korono spravila, ker v bistvu, če ne bi tega imela, prej je bilo 60 koncertov na leto, potem veš, koliko jih je bilo. Ampak jaz sem imela po nekem načrtu čudežnem že to vse pripravljeno in vse v predalu in vse napeljano prav za leto da se je začela korona, sploh 2020. 2020 sem jaz imela napisano v svojo knjigo in pripravljene coachinge za dihanje, za krepitev pljuč. In jaz sem sama do tega prišla skozi življenjske krize. Če ni to neki genijalen načrt in velika sreča za mene, potem ne vem, boljšega dokaza ne rabiš. Bova se tega lotile, ampak samo malo bi še postala
v primežu teh preizkušenj, zato ker je par takih še tem, ki so univerzalne. Recimo adrenalinski, kako bi rekla, navali, ko je človek izpostavljen pred publiko na odru, seveda se adrenalin dvigne. Ampak to poznajo tudi študenti, ki grejo na izpit, ne? In seveda se učiš in če dalje manj spiš, narediš ta izpit in si nepopisno prazen. Ne? Dan, dva, nepopisno prazen. No, to so ta nihanja te kemije. To je dobesedno kemija preplavi telo. In zdaj nekdo, ki ima izpit enkrat na pol leta, je to drugače, nekdo, ki ima pa nastope vsak teden ali pa še celo večkrat, je pa v tem nihanju res tedensko skozi. Torej, kaj si delala, kako si to balansirala, ne? Pač mnogi glasbeniki potem, ne vem, eni verjetno kadijo joint, drugi z alkoholom, tretji s kakšnimi drugimi drogami, ampak neka pomoč od odzunaj se v nekih drugih žanrih lahko to počneš, seveda. V mojem, ki se zahteva čist glas, resnično tega ne moreš, čeprav bi res včasih po koncertu bi res najrajši naslednji dan, ne vem, eno flašo viskija spila, pa pol še dan za tem, zato da nekako se še držiš v enem takem umetnem stanju. Kot sem ti prej rekla, pač moraš točno vedeti, zakaj to počneš, in stvar, ki je mene vedno reševala, zdaj že kar nekaj let, so bili majhni koncerti. V bistvu velikokrat so nas spraševali, pa kako taka umetnika, kot sta vidva, prijeta v našo vas, ne vem, v našo šolo, v našo, ne vem, kraj, ki ima 500 prebivalcev, ali pa v domu upokojencev, ali pa kamorkoli. Seveda tudi nekaj malega zaslužiš, ko priješ tja in ne greš za ston. Tudi to je nekaj vredno in pomeni neko tako cirkulacijo finančno, kar je tudi v redu. Ampak z druge strani mene te mali koncerti neizmerno osrečujejo, napolnjujejo, mi dajo kilometrino in me držijo v formi in tudi mi držijo te majhne dvige adrenalina, ker vsak koncert je to naredi in potem nisem v takem šoku, ko pridem na velik oder, ker nisem že en mesec bila na nekem koncertu, recimo, ker sem se pripravljala na njega. Tako da za mene so te majhni koncerti zlata vredni in enako pomembni kot veliki. Drugače pa enostavno pač živiš svoje življenje in kot sem ti prej rekla, jaz najdem vedno srečo v teh majhnih stvarih, v tem, da kopljem po nekih novih repertoarjih, po nekih novih melodijah. Recimo, ko sem se naučila peti arabsko, nisem vedela, da bom pela to za bis v Kairo operi, ki je kot najbolj prestižna oder v celem arabskem svetu. Ampak jaz sem se eno leto predtem začela peti v arabščini, ker sem vedela, da nekako da bom to enkrat rabila. In ker mi je bil to izziv, nekaj novega, tako zakompliciranega se naučiti. In jaz se potem s takimi stvarmi zamotim. Recimo, zdaj sem se začela učiti eno indijsko zadevo, ki je še težja od arabske. V hindi. Ja, ta melodika, te okraski so prav nekim. In te drobne stvari, ali pa ne vem, seveda pač z otroci čas preživljati, to je se vedno zavedam, da je to tisto, kar mi največ pomeni, kar me najbolj osrečuje. Z mojim možem se znava zelo fajn imeti, se zelo dobro smejati in sva zelo srečna skupaj. To tudi mi je pomembno in ne čakati, kdaj bom dobila naslednjo veliko adrenalinsko injekcijo od koncerta velikega, kot mogoče nekdo dobi, ki gre plezati na eno steno ali pa ne vem, kakšne vse stvari počnejo, ker pač to ni realnost in to v bistvu to so stvari, ki se enkrat končajo in v bistvu starejši, ko si, manj bo tega in ti skoče imeti tudi lepo, dobro starost, kvalitetno. Ne? Ampak to je vse ena precejšnja zavest tudi, ne, pri tebi. Ja, delaš na sebi. Ja, no, da lahko rečemo celo distanca, ne, skratka, da nas ne posrka neka vloga. In to je tudi nekaj, kar sem te hotela vprašati. Ne. To so vloge. Jaz sem zdaj tu v vlogi, to nisem pač jaz taka kot in ti na odru si v vlogi, ne? Se pravi, in potem pač od tukaj gremo, ne vem, doma, v domače okolje, kjer je zopet ena druga naša vloga, ne? Tam, kjer smo v tišini, sami sabo, je zopet neka tretja oblika. To preklapljanje je tudi modrost, ne? In tudi zavedanje, da smo zgolj v neki vlogi, čeprav smo na odru v čudoviti
ti svileni opravi, ne, in nam vsi ploskajo. Ja. In to tudi gre skozi leta. Ne. Ko jaz na začetku 30-ih vem, da sem bila izjemno ambiciozna, tudi čutila sem, kaj mi zdaj vse pripada, sem vedno bil ta občutek, to je jaz, zdaj sem tle in tako. In sem velikrat tudi si hotela kakšno stvar izsiliti, bi rekla, ker mi je potem tudi po glavi udarilo spet. In bolj, ko to spustiš, ko res dojemaš sebe kot pevko, pa sebe kot človeka ali pa kot mamo, kot neke različne stvari, lažje gre skozi. Tudi prav včeraj na Instagramu mi je vrglo nek kratek filmček, ko Emma Thompson leta 1994 govori, ki zdaj je prav fenomen z njo, ki ima neko nov film, ne vem, če si videla, 63-letna ženska, videla sem napovednik. Fascinantno, dober film. No, ki se zaplete v seksualno razmerje z mnogo mlajših. Zaplete se prav samo v terapijo z oba. Ampak mislim, da tudi v tem smislu potem uspe. Ona govori prav o tem, kako svetuje igralcem, da ne gre za to, da morajo nekaj čutiti, da to celo skoraj da nezdravo, da čutiš, da ti moraš z ponavljanji nečesa, ti enostavno svoje delo dobro opraviti na odru in ne čutiti. Čutiti mora publika. V bistvu, če preveč čutiš na odru, to za tebe lastno ni dobro. Ti moraš toliko in tokrat nekaj ponoviti, da se to zgodi. To filmski igralci dobro poznajo, odrski manj, ne na odru, pač vseeno moraš nekaj biti v nekem moodu, ampak ona tudi odrskim igralcem svetuje, da so bolj filmski v pristopu do svojega dela, bolj tehnični, da samega sebe tudi nekako, da so boljši v svojem delu in da svojo lastno psiho malo prihranijo. Zaščitijo, seveda, da se vse ne zlije skozi njih, ne skozi pač njih kot bitja. Ne? In jaz sem sama videla včasih, ko sem videla kakšne svoje posnetke, ko včasih zelo močno čutim in se mi dogaja na odru in se mi zdi, da se je bilo pa res dobro. In potem vidim, da posnetek sploh ni bil tako, da nisem tako zadovoljna. Včasih, ko pa zelo razmišljam, ko pojem in se mi zdi, da sploh nisem mogla notri past, da je bilo vse tako, vse me nekaj moti in potem vidim, da je zelo soliden posnetek iz tega nastavne. Tako da vidimo, kako je to ta percepcija. In še ena stvar, na katero sem se prej spomnila, ta neskončni občutek hvaležnosti in nenehno, ki ga jaz namerno gojim, bodi si s tem, da se zjutraj zbudiš in si zdrav in ti vse štima v domu, bodi si tega, ne vem, da zvečer utrujena kuham večerjo za svojo družino ali pa likam ali pa kaj takega počnem in da rečem, kakšen izjemen privilegij in sreča, da to lahko jaz zdaj ta hip počnem in da imam te ljudi, za katere lahko to delam in ki me imajo radi in ki so nekako moji. To se pravi občutek hvaležnosti, ko utrujen delaš hišna opravila, recimo. Take stvari te držijo popolnoma normalnega in srečnega. Oder je pa pač delo, ja. So ljudje, ki imamo, ne vem, kariero in ljudje, ki imajo službo. Ne. Večina ljudi ima službo, ampak tudi v karieri imaš ogromno stvari, ki so, Angleži rečejo job-like, ne, ki so službeni, v katere se moraš prisiliti in sedeti pri njih in jih delati. Ne. Tako da v bistvu tudi pri karieri je največ neke službe. Edino pač, da si to službo res sam izbereš in veš, zakaj to počneš. Ne samo za to, da dobiš plačo, ampak zato, ker res nekaj hočeš povedati, ustvariti in to je velika sreča. Ja. Še ena stvar, ena siva cona v tem poklicu je, namreč veliko je turnej, veliko je odsotnosti od doma in ljudje, sploh če so to kakšne recimo sestavi ali pa tako, da grejo na turneje, se zbujajo tako rekoč skoraj vsak dan v nekem drugem mestu, v neki drugi hotelski sobi, z ljudmi, ki so njihovi sodelavci, ampak to niso intimni krogi, ne, je dosti neke verjetno osamljenosti in zdaj, a si to tudi doživela oziroma si to izkusila oziroma poznaš svoje kolege, ki so, ne, kako se to nekako balansira, uravnoteža? Ne? Očitno pač na mojo srečo v življenju, ker kot moj mož vedno zelo rad govori, vsaka stvar ima svojo ceno. In ne vem, če pač mogoče težko dojamemo polni smisel tega, kakšna je cena za neko res svetovno slavo, kakšna je cena za neko res milijonsko, milijardersko bogatstvo v življenju, kakšna je cena za to. In a to, če res pomisliš, a bi to hotel imeti ali ne.
Jaz mislim, da sem zelo zadovoljna, tako kot je. Nikoli nisem imela tako velike kariere, da bi morala iti, za en mesec v New York, pa pol za en mesec v Avstralijo, pa potem priti za 2 tedna domov, pa potem spet za en mesec, v Moskvo. Tako kot recimo delajo ti operni pevci svetovno priznani, ki so res v teh postavitvah in jih nič ni doma. Pogovarjala sem se s kar nekaj svetovno znanimi glasbeniki, ki imajo ali pa so imeli tako življenje, mogoče zdaj, da so že v penziji, in večinoma vsi obžalujejo teh let, nimajo v lepem spominu, videli so cel svet, ampak so pač v stresu sedeli v svoji sobi, čakali, da bojo šli na oder. Neznosno pogrešaš svojo družino. In sem imela to srečo, da večino projektov sem delala s svojim možem, tako da sem bila vedno skupaj. Kadar sem bila sama, sem se počutila zelo osamljeno, vedno sem zelo pogrešala svoje otroke. Tako da, tako kot je bilo večinoma v Sloveniji za nekimi potmi, zlasti v Rusijo, katerih zdaj tudi ni zaradi situacije, ki je, ali pa okoliške države, občasni poleti sem in tja, to se mi zdi, da je bilo ravno prav. Sploh dokler so bili otroci majhni. No. Tudi zaradi tega sem midva prišla nazaj v Slovenijo. Sva se vrnila iz Moskve, ker sem želela, da živijo na vasi, da imajo babice in detke blizu, da imajo neko normalno otroštvo in da tudi imajo midva neko varno okolje, kjer jih lahko pustiva, kjer so. Tako da jaz sem zelo zadovoljna, tako kot je bilo, in ne bi hotela imeti več, ker res vsaka stvar ima ceno. Ko to pripoveduješ, sem se spomnila enega pogovora, enega intervjuja z Mick Jaggerjem, ki je govoril o teh v 70-ih, pač takrat, ko je bila res taka slava rollingov in so bili na turnejah. In pol v tem intervjuju tako zelo odkrito srčno govori o tem, kako je bilo to najbolj grozno obdobje za njega, zato ker so bili recimo v New Yorku, ampak niso mogli iti ven iz hotelske sobe, ne. In pol pač kako ga vpraša, zakaj pa niste šli, in pol on, nismo mogli, ker je bilo zunaj toliko in toliko vrščečih ljudi, mi nismo mogli, mi nismo imeli te svobode, da bi bili v enem mestu in bi si šli ogledati karkoli pač že tam je, ne. V hotelski slavni, občudovani, oboževani, ampak zaprti v neke hotelske sobe, zato ker logistično ni bilo izvedljivo, da grejo oni na sprehod, ne. To je ta temen del, ki ga ljudje enostavno prezremo. Kaj imamo, da gremo lahko v Tivoli na sprehod, recimo, ne? Se vidiš recimo tisti film, tudi Zvezda je rojena, Star is Born, ne? In podobni filmi, kako je vedno najlepši film do takrat, ko nekomu uspe. Komu uspe, njegovo življenje ponavadi postane precej bedno, dostikrat, ne? In le redki znajo to kombinirati in voziti neko normalno življenje. Se vidiš na svetovni sceni igralce, glasbenike, tiste, ki so nekako se ustalili, Barbra Streisand, bili srečno poročeni, uspeli voziti neko normalno življenje, Sting tudi, ali pa Colin Firth, nekdo, ki ima dolg zakon, srečno družino, živi nekje izolirano od tega urišča. Drugi pa žrtvujejo svoje življenje. Seveda moraš biti pa precej poduhovljen in tudi inteligenten človek za kaj takega, ker nekaterim se slava preprosto zgodi, ker so izjemno talentirani od narave ali pa so bili v pravem času na pravem mestu. Enostavno niso sposobni s tem se soočiti in potem imaš ljudi kot je, Whitney Houston in ogromno takih, ultra George Michael, ultra talentiranih, ki jih slava enostavno povozi, požre, ubije in pač mladi odidejo od nas. Preko si omenila Rolling Stones, ni poznano dejstvo, ampak moja sošolka iz Londona je poročena z enim od Rolling Stonesom. No, to pa je koincidenca. Mislim, da ga nisem že nikoli javno rekla. Ronnie Wood, njihov basist, in lahko pogledate, ima mlado ženo, relativno mlado, in tudi je dobil pri 70 dvojčke z njo. In kolikor jaz vem o njunem življenju, ona je zelo taka stroga. On potem ni več pil, tudi se ni več alkohola dotaknil in dosti tako zdravo živita in kot pravijo prijatelji, precej srečna, no, v tem nekem zdaj normalnem življenju. On se tudi zelo realizira skozi slike, ona pa fanatično se ukvarja z maratoni, plavanje čez kanale in ne vem, kaj se mogoče tako, da sta našla nek modus vivendi in zelo veliko srečnih trenutkov z otroci. On jih ima zdaj
pozno v življenju, ko ima spet majhne otroke, ampak je dobil še eno priložnost. Ja, ampak je pač najdel neko sidrišče. Ne? Mi smo ga srečevali na Beneških bienalih. Ne? Ja, kot slikarja. Ja, pač zelo gost je bil in seveda se je takoj razvedel, da se sprehaja tam po Đardinih. Pač po svetu se je vizualni umetnosti, ne? In jo tudi intenzivno spremljal. Ne? Tako pač mnogi potem najdejo neke druge kanale, sidrišča, kjer si oddahnejo od tiste norosti, te neke slave in vsega, kar pride s tem. Ne? Predvsem pa, kako ljudje spodnese to, da ta vloga, ki jo igrajo za javnost, postane tudi del njihovega privatnega življenja in se čist več nič ne znajdejo v tem lahko. No? Ampak še ena taka reč je, ki je tudi zelo pogosta, ne? Sploh takrat, ko ni nekdo prodrl še do prvih mest, ne? Je negotovost. Ne? To je izjemna negotovost v tem poklicu. Negotovost in to, a bom angažiran, a bom imel navdih, a bom naredil dober projekt, a bo ta res dobro sprejet. Skratka, to je ogromno enih dejavnikov in ganil me je v knjigi, kjer pišeš o svojih prijateljih, znancih v New Yorku in v Londonu. Recimo v Londonu, ne vem, a so prijatelji, znanci, so vse ljudje, ki so v mjuziklih in so na odru in fantastično dobro dela tista predstava, tisto leto. Naslednje leto niso angažirani, postanejo natakarji, da preživijo tisto sezono in zopet iščejo naprej poklice. To je res. In težje starejši, ko si težje je, ker v bistvu tisti neki vrhunec vsega tega je okrog 30. leta, cel svet obožuje in hoče imeti okrog sebe 30-letnike. V New Yorku, kot tudi omenjamo v knjigi, nekateri, ko dobijo vlogo, ne upajo se vzeti dopusta, do krvavitev v grlu pojejo ljudje, si dajo injekcije v vrat, hormonske, ki zmanjšajo teklino, recimo na glasilkah, če si bolan, da lahko potem prepoješ. Ampak s takimi stvarmi, poznam konkretno eno žensko, ki je toliko tega delala, da je potem po 40. letu iz svetovne slave operne v bistvu izgubila glas, ne, za zmeraj. Čist za zmeraj, ko pač pravijo glasilke, ko so kot perilo za žehto, ko se enkrat nekako popusti, več ga ne moreš napeti. Tako da, če to delaš... Do takrat je pa delala umetne posege zato, da ni rabila odideti iz odra, da je bila v pogonu. Ja, zato ker dostikrat recimo tudi pri opernem petju, ti, ki so čisto v prvi liniji, tukaj je zelo veliko uporabe nekih hormonov in tega, recimo pri ženski testosteron, če dvigneš, dobi veliko več moči. Obstajajo načini, kako si otekle glasilke z injekcijami pač spet nazaj narediti napete. Tako da si lahko precej bolan in te zdravniki lahko spravijo na oder. Zdaj, če je Pariz opera, če je publika kupila karte za Traviato z, ne vem, Ano Netrebko, lahko je enako dobro ali pa boljša pevka namesto nje, ne bojo zadovoljni. Ne bojo poskušali spraviti Ano Netrebko v stanje, da gre na oder. Ne. To pač po celem svetu, v opernem svetu s temi največjimi zvezdami se dela, so kar precej pod pritiskom. Meni se zdelo, ko je bila korona, da so si tako oddahnili vsi. Tako so bili vsi srečni, kuhali, dajali svoje kuharije, zato ker dejansko niso mogli izpreči mnogi od teh. Ne moreš, ni mogoče. Omenjaš tudi v knjigi doping v opernem svetu. Skratka, to je to, kar sem te omenila. Pač s hormoni se da marsikaj narediti. Kaj pa to, pač kjerokoli poživljanje tudi zato, ker recimo, da si preutrujen, da si čisto izčrpan, na odru moraš dati vse od sebe, je treba to podpreti. To vse obstaja, to se je zelo veliko delalo tudi pri športnikih, ne vem, v preteklosti je zdaj nemogoče, ampak na odru pa tega nihče ne preverja, lahko karkoli daš vase, da se pač dvigneš. In ko bi ti rekla, ali pa ne vem, kot športnik, ki bi imel čisto fuč koleno, ki mu daš potem injekcije v koleno in lahko oteče, se ne čuti bolečine, potem pa je še hujše, ko konča za tekmo. Tako da marsikaj se da delati, da se držiš svojo formo visoko, ampak potem je kazen za to lahko zelo huda. Tudi
zdaj se tudi špekulira pri nekaterih ljudeh o raku, ker se recimo z izvornimi celicami so se preveč igrali, da so si držali to formo, mladost in tako naprej. Tako da vse mogoče obstaja, težko je reči, težko je dokazati, več ali manj so to neki taki pogovori, privatni, ki jih imamo, ampak prva linija klasične glasbe je ratala precej huda. Huda v smislu, da je pod primežem vsega tega. Ja, da si kot neka pop zvezda že skoraj, da moraš biti res na voljo. Kaj pa ta del, ki je tudi zelo prisoten v vseh ostalih poklicih in to je to, da rabite biti vitke, lepe, mladostne, sveže in sploh manekenke, ne? Kaj pa ta pritisk na pevke, ne? Mogoče to se zdaj že malo zmanjšuje, bi rekla, zato ker se že ve, da je dostikrat pri opernih pevkah lep glas povezan tudi s kakšno kilo več. Mislim, da ni tako. Mogoče tam pri 25 tiste, ki jih pač takrat ven pošljajo, ki zmagajo na kakšnih tekmovanjih. Ja, kasneje je to zmeraj manj važno. Vseeno, ni fino, če si prav zelo debel, ampak ni pa pomembno, da si prav barbika not. Se mi zdi veliko teh pevk, Pretty Jende, ne vem, Ana Netrebko konec koncev, Nelina Garanča, vse imajo pač neko solidno postavo in so zato cenjene in oboževane in to ni več taka stvar. No, tudi znano je, da če preveč se športom ukvarjaš, da to tudi ni dobro za glas. Tudi mislim, da so take možnosti danes fotografiranja, kamere, kostumov, da lahko pač iz vsake že narediš lepotico skoraj. To je pa tudi res. Ni tak problem, no. Bolj bi rekla, kako se ohranjati zanimivo, tudi po 40, po 50, po 60, kaj delati. To so tiste tematike, ki zanimajo, ne? Ker pač vedno pridejo nove 25-letnice, 30-letnice, ki vse znajo, ki so lepe. In tukaj pa pač moraš predvsem na vsebini delati, lastni. Tukaj je tisti hakelček, bi jaz rekla. Ja, ko se izbrusiš in dobiš kilometrino, lahko stvari nadgradiš in koliko si sposoben te nadgradnje, recimo pri 40-ih, ne, ko res lahko še mnogo bolj celostno vsebino Glas z leti malo izgublja na lepoti, ne? Bo bliže, ko prihajaš k menopauzi in sploh, če imaš to srečo, da greš potem čez to in še po njej. In tukaj moraš pa resnično delati na izraznosti, na pripovednosti, na tehniki, na niansiranju, na vseh teh stvarih in potem, če si deloven, si lahko še boljši, kot si bil prej. Bolj zanimiv, ne? Kakšni, ki se pa zanašajo na nekako na stare šarme, pa po tej poti pa ne moreš potem več ustajati. Ti si doživela tudi izgorelost. Jaz tudi, ne? Tako da razumem, verjetno so bili pa popolnoma drugi simptomi, kot se pri izgorelosti dogodi. Ampak sledeča zgodba mi je bila neverjetna. Mislim, ker ne more biti to slučaj. Ko se meni jaz sem tudi doživela hud pač telesni zlom, ne? Ampak ko je bila ta izgorelost na vrhuncu, sem razvila bolečinski sindrom v prstih na rokah. To se pravi nikjer drugje na telesu kot na prstih na rokah. Kar je meni preživetje, to se pravi pisanje mi je bilo onemogočeno. In potem pri tebi najdem, da si enostavno zgubivala glas. Vse ti je šlo v glas. Nisi mogla početi to, kar počneš, ne? Obstala si. In pol to gledam, se neka, zopet nekdo, ki ga je nekako vse prisilil, da obstane in očitno na novo premisli stvari in sebe in svojo vlogo. To me najprej zanima. Predno bova se te knjige, da si ti pač začela s temi dihalnimi, ampak takrat, ko si bila onemogočena, kaj si ti takrat notranje doživljala? Kako si se s tem srečevala? Da ne moreš delati tistega, kar te veseli. Neizogibno je ne omeniti obdobja pred tem, ker zdaj, če nazaj pogledam, je bilo tisto obdobje, ko sem bila vedno bolj stroga do sebe. Nekako vedno več sem vadila, vedno bilo je, seveda to tik pred nas, meni je šlo zelo težko iti čez 40 let. Nisem še nikoli o tem govorila, ampak mislim, da čez 50 mi bo, sploh ne bo problem, ker sem že vse to zdaj predelala, pa sploh ne splošno, ker si lahko hvaležen za vsako novo leto življenja, ki ga imaš, ko videvaš ljudi dnevno, kako
zbolevajo s hudimi boleznimi. Ampak tako tisto se mi zdelo, nisem več punca, ne bom več punca, moram še nekaj narediti, moram neko svetovno slavo, mogoče vseeno. In sem začela vedno bolj, in športati in biti stroga v vseh svojih osebnih navadah, rutinah, vse sem si pisala, vedno več sem vadila, vedno več in zlom je prišel iz tega, v bistvu iz tega nekega želje po perfekcionizmu, da še nekaj izsilim, še nekaj dosežem. No, iz notranjih pritiskov. Ja, iz mojih lastnih notranjih pritiskov do sebe. Imela sem tudi projekt sem snemala, v katerega sem zelo veliko polagala, ruska kolekcija, pač sem mislila, to bo zdaj najboljše, kar sem kdaj naredila. Vadila, takrat recimo, da si predstavljaš, kakšen sem človek, jaz sem takrat recimo, da bi imela čim boljši ruski naglas, nekaj mesecev vsak večer na glas, besedo za besedo ponavljala ruske tekste za nekom, ki je ruščino bral, jaz pa pač za njim 1 uro vsak večer Čehova na glas brala, take stvari. Ko sem prišla do tega, da sem morala potem dejansko snemanje prestaviti, ker nisem mogla peti in še bil je november, oktober, ko je največ koncertov, sem jih morala odpovedati. Takrat sem rekla, pa kaj z mano, kaj narobe, kaj v bistvu delam in v bistvu skozi vsa ta leta, zdaj tudi naknadno potem prihajam do tega, da se spravljam v stres, da sem se spravljala v stres. In ti lahko še tako zdravo ješ, veliko vadiš, veliko športaš, če si ves čas noter v krču, v stresu, ne bo to dobro, ne boš bolan, ne boš dobro delal svojega dela, boš se slabo počutil, boš siten, boš uskipljiv, boš slabo spal. In tukaj se vse začne in konča, da najdeš neki, da rečeš tako, ko je. Tako je super, ne? Popolnoma se strinjam in tudi lahko rečem, podoživljam, ker je bilo zelo podobno, bi rekla pri sebi. Izjemno velike zahteve, tako življenje, no limits, se pravi, ni bilo nobenih mej, kdaj pa bi se zdaj pa mogla pa res ustaviti ali pa res umiriti. In so bili, recimo, se spomnim enega dne, ko sem še novinarila, sem pač dopoldne imela intervju, napisala tekst, se pripeljala domov na Dolenjsko, pokosila travnik, ki je velik 1500 kvadratov, se stuširala, odšla nazaj v mesto, zato ker smo imeli salsa večer in potem smo plesali, ker to pač obožujem, ker mi je bilo to tako kot fizkultura, meni to pač telo razgibam, pa še glasba je. In potem šla domov in normalno je bilo, da se živi vsaka minuta na gas, Mislim, to, tudi če si 20 let star, ne moraš to vsak dan tako živeti, Ta no limits enostavno vse, vsrkati vse, ne si dati počitek, ni bilo predaha, niti 2 minuti, ko ne bi nekaj se počelo, Tako smo vzgojeni na nek način, da v bistvu si len. Moraš biti efektiven, mora biti vse izkoriščeno, vsaka minuta in tako. Ogromno je bilo teh naravnanosti, ampak to, da je odvzeto tisto, kar ti je najljubše, glas in prsti, skratka, vse tisto, kar te notranje poživlja in ostaneš čisto sam sabo, res z svojim tem psihološkim programom sam sabo in pa se začne šele lahko nek proces. Če bi takrat lahko pisala, pa da bi imela vse ostale simptome, pač kjerekoli že to so, ki sodijo k izgorelosti, ampak da bi imela ne vem kako hude simptome, pa da bi lahko pisala, ne bi mogla narediti spremembe, ker bi mi bil to ventil, v katerega bi vse zlila, kar pač me je težil. In verjetno pri tebi tudi, če ti ne bi bilo to odvzeto, se ne bi s tem drugim delom. Mislim, tudi začneš razmišljati, kaj pa bi bilo, če ne pojem, Ker do takrat se čisto s tem poistovetiš. Kdo pa sem jaz, kaj pa pol ostane? Kaj pa bo, ko enkrat ne bom mogla več peti, pa bom mogoče še imela življenje, 20, lahko tudi 30 ali pa koliko let, brez petja, in začneš odkrivati neke svoje nove plasti. In pri meni je bilo seveda to, da sem vedno zelo rada
čutila, da veliko dam ljudem, ko sem na odru. In sem videla, da lahko tudi na nek drug način dam. Mogoče, da kaj povem, da kaj napišem, da jih kaj naučim, da kaj predam naprej. Tako da v tem sem se potem tudi začela najdevati. Vsekakor sem pa videla, ker tudi to moja izgorelost ni bilo samo tisti hip, ko sem dejansko, sem dobila kot neke vrste malo vozličke na glasilkah, da že toliko in toliko časa sem imela ta občutek, da ne morem dihati, ne. In to se mi tudi na odru dogajalo. Na odru, recimo, če sem bila pod stresom, kljub temu, da sem imela vso tehniko izkušnje, nisem mogla vdihati, ne, kot prsni koš je bil kot zaklenjen, ne. Tako da cel kup enih teh stvari, ki so se mi kazale, da sem jaz kronično nekako zakrčena v stresu in da moram nekaj spremeniti. In vse to ne gre čez noč. Nekaj narediš, nekaj spremeniš, nekaj apliciraš, nekaj novo potem deluje, potem se spet stari vzorci znajo prekrasti nazaj, moraš spet nekaj nadgraditi z neke druge strani, nekaj novega se naučiti. To ne moreš kar reči, zdaj sem pa se jaz to naučil, zdaj pa obvladam vse in lahko vse druge učim. Se večno delamo na sebe, večno se učimo. Ne? Če zdaj ves čas nekaj raziskujem, berem, proučujem, seveda, da najdeš tisti svoj mir, to je tisto, kar je največ vredno. Ne? In tako občutek sreče, miru, zadovoljstva, da nimaš občutka, da rabiš komu kaj dokazati, se dokazati pred nekom. To je v bistvu tisto, kar je največ vredno. Ne? Da pustiš stvari. V bistvu, da se zavedaš od vrednosti, ki jo imaš in vsega veselja in bogatstva in radosti v tistem, kar ti trenutek delaš ali pa lahko delaš, ne, karkoli že pač to je, ne. Sej delo nima te hierarhije, da bi bilo eno pomembnejše od drugega, ker čisto vsa so potrebna za to, da mi tukaj sploh lahko obstajamo in živimo in se prebujamo in zopet preživimo nek nov dan. Vse, kar vsi mi počnemo, so prispevah eni celoti, ki je taka kompleksna, bogata. Nekdo bo rabil, 5 ur tipkati, pa stran metati, pa brisati, pa tako. Nekdo bo pa pač sedel, gledal, morje ali pa televizijo ali pa karkoli, pa bo se vse sestavil, moj mož je recimo tak, ne, in pol se bo usedel in bo napisal v kratkem času, ne. On v bistvu nenehno dela na tak način, da če bi ga nekdo drug gledal, bi rekel, da zabušava. Ampak njemu, on ima pač take možgane, da nenehno pač nekaj sestavlja, kombinira in rad fizično to dela, nekaj popravlja in on potem dobi te ideje, ki so potem potrebne za službo in ki potem konec koncev tudi prinesejo nek finančni uspeh lahko, ne? V delih, ki izgledajo, kot da ne dela. Ne sedi v pisarni, pa nekaj ždi, pa je napet, pa gleda računalnik, ne? No, ko si ti doživela to izgorelost in tudi precej izgubila glas, ne? Verjetno ne povsem, ampak toliko, da nisi mogla nastopati. Škripal je, bil je nepredvidljivno. Nisi se mogla zanesti na njega. No, ampak nisi mogla nastopati v tem, ne? Pač to ti je bilo nemogočeno. No, v tistem si se nekako zatekla nazaj k ruskim dihalnim tehnikam, ki si jih srečala na svojem študiju v Moskvi. Kako ti je sploh nekako pripeljal, da si se ravno na ta del toliko uprla? Je bilo to čisto intuitivno ali si začela, pa si videla, koliko ti dobro dene in potem vztrajala naprej? V bistvu sem pač googlala tematiko, kako si povrniti glas in sem nenehno, ne zelo rada googlam, niti ne googlam, ker je to Yandex, v ruščini, ker dobiš čiste ene druge članke, druge vire informacije, kot jih recimo anglosaksonski viri dajo, ki je tudi zelo nekako hierarhično drugače razporejeno, da že sploh ne najdeš stvari dostikrat, ki bi jih hotel, ne. Ti komercialno gor stvari tiščijo. In se mi nenehno vračalo pač na to metodo. In tako da jaz nisem izhajala iz tega, da sem izgorela, da rabim neko širšo pomoč. Jaz sem v bistvu iskala samo, kako si svoje glasilke nazaj postaviti. Ne, ko bi rekla svojo špago za žehto nazaj brezhibno napeti. In dejansko pač še do danes,
ko že veliko stvari vem na to temo, ni metode, ki bi hitreje pomagala pri težavah z glasom, ki jih ima veliko ljudi. Veliko ljudi ima tudi, ki niso poklicni, karkoli pevci, igralci, imajo neke majhne vozličke, govorijo hripavo, govorijo z naporom, nekateri imajo eno glasilko delujočo, celo vse živo zdaj srečujem. In to vrstna vadba ti enostavno glasilke pozdravi nazaj. Jaz sem to začela pač seveda po svoji stari navadi, ki sem imela veliko časa, delati to do onemoglosti, zelo veliko. Ampak hvala Bogu, da v tej stvari nisem mogla preterati, ker ni bilo nič slabega. Teh vaj ne moreš delati dolgo časa, veliko na začetku. To sem tudi jaz potem, ko sem delala svojo metodo, pa zdaj, ko ljudi učim, zelo upoštevam, da veliko ljudi bo takoj vrglo puško v koruzo, ker na začetku takoj prideš v neko izčrpanost, se ti v glavi vrti, ni ti prijetno, je čudno. Ampak jaz, ker sem imela čas, ker sem bila doma, sem enostavno delala tako vsakih 5 minut, pa spet malo, skozi cel dan. In s časom sem pač dobila to vzdržljivost, da sem lahko dolgo delala. In potem vse ostale stvari, ki so prišle, so bile kot stranski produkt za mene. To, da sem začela boljše spati, da sem nekako dobila več energije, da sem ugotovila, da kar naenkrat ni več teh težav z dihanjem, da s časom ugotovila, da je moj imunski sistem veliko močnejši, da nimam alergij nobenih, ker prej me zelo cvetni prah motil, pa hišni prah, tudi imam manjšo alergijo. Cel kup teh stvari se je raztopilo in je šlo stran. Glas pa je imel radikalni preskok potem, ko sem šla spet na oder, ne. Kakor naenkrat dobiš eno tako gigantsko moč, ko je tisti pljuča postanejo kot nek tisti dežnik, ki na gumb pritisneš, ki se kar odpre v hipu. In to ti da tudi eno tako drugo držo. Istočasno sem proučevala tudi držo, Aleksandrovo tehniko, to je ena druga metoda, britanska, katero sem se v Londonu učila, ki pa tudi uči, kako zavestno sprostiti napetost v mišicah z različnimi načini, ne? Z ležanjem, z sedenjem, kako najti tisto svojo ta pravo naravno držo. Tako da sem v bistvu te dve metodi skupaj dajala in je prišlo potem do tega, da je nastala knjiga, da sem sebi pomagala in tudi ni nekaj takega, kar narediš, pa bo potem zavedno držalo. To moraš skozi pomalem še vedno početi. Jaz zdaj, če ne delam dihalne telovadbe teden, 2, se začenjam slabše počutiti in se spet neki vzorci prikradajo v mene. Tako da recimo jaz to rabim. Ampak ni treba veliko, 10 minut na dan je dovolj, recimo pri tej kondiciji, ki jo imam. Učim se, to so dihalne tehnike tudi z določenimi gibi, ne? Ja, kot telovadba je. Ja. Najprej me zanima, zakaj in kako se je to razvilo za profesionalne pevce in seveda v kateri meri tudi vsi mi ostali lahko to uporabljamo in kako bi to nam koristili, ki ne potrebujemo gojiti neke glasilke in glas, ne? Se pravi za tiste, ki niso operni pevci, zakaj je za njih to dobro? No, to najprej. Glas je v bistvu tako sicer stvar, ki jo vsi uporabljamo in bolje, ko nam služi, boljše je, ne? Ker pač rezonira, se boljše izražamo, lažje skomuniciramo svoje ideje, svoje želje. Nekako, če nam glas dobro služi, je v vseh poklicih dobro, bi rekla, ne? Da je odprt in močan in se ne utrudi in da smo glede tega brez nekih kompleksov in problemov. Kako je do tega prišlo? No, pač metoda je bistveno bolj stara, kot se zdi. Bazira na metodi altajskih menihov, ki so delali to vrstne vaje že skozi stoletja. Ta metoda prav, v bistvu pravijo, je paradoksalna metoda, ker dostikrat nekako dihalne metode napolnjujejo pljuča, pa potem izdihuješ, pa gre vse nekaj počasi, pa šteješ, pa prav ta moč se pridobiva z napolnjevanjem pljuč, tukaj pa v bistvu hkrati, ko vdihnemo, stisnemo prsni koš. In zato je paradoksalno, ker v bistvu ne pridobivamo moči z odpiranjem, ampak noter se zgodi to, da se zapre, ne? V bistvu vse se nekako stisne, ko to naredimo, ta gib. Ampak zaradi tega se zelo hitro okrepijo mišice
v bistvu pljuča se zelo, ko bi rekla, razgibajo, postanejo zelo prožna, prsni koš postane prožen, vse mišice v prsnem košu postanejo prožne, vse se odkrči in vse mišice, ki sodelujejo pri vdihu in izdihu, se okrepijo zelo hitro. Tu bi rekla, kot da greš v neke vrste fitness za pljuča, kot da bi otež dvigoval velikokrat. In zaradi tega je nekako lažje razumljiva mnogim ljudem, ker meni predtem neke dihalne vadbe mi niso bile razumljive in jih nisem čutila, da bi jih želela početi. Ne. Tukaj je to in tak gib, ki ga vsakdo zelo hitro usvoji in lahko z veseljem brez nekih večjih žrtev počne. Ob čemerkoli. Ne rabi biti na kavču, ne rabi meditirati, ne rabi imeti miru. Lahko je za pisalno mizo, lahko je, ne vem, pri kuhinjskih opravilih, obešanju perila, karkoli, pač vedno tistih par minut, da narediš 1-2 vaji. Tako da to je meni recimo zelo privlačno. Bili sta pa v bistvu 2 generaciji opernih pevk, v bistvu hčerka je potem postala tudi zdravnica, dobila diplomo že kasneje po 50. letu, da bi bila tudi bolj kredibilna v svojem delu. Mama in hči, obe sta bili po imenu Aleksandra Strelnikova. Hči je imela precejšnje težave z dihanjem in z srcem, neko vrsto aritmijo, zaradi katere je vedno nekako začela izgubljati tudi sapo, ne, ker ne imela občutek, da ne more vdihati, ker srce in dih sta zelo neizpodbitno povezana med sabo. Bila je pa zelo dobra pevka, mama je bila operna pedagoginja in mama je želela pomagati hčerki. Poznala je veliko metod, tudi italijanske, ne vem, stare sovjetske. In zato je potem različne vadbe, različne vaje za pljuča poskušala kar naslepo kombinirati za njo in že pred 2. svetovno vojno sta one 2 dali kot prvi predlog teh vaj, kot nek patent za zdravljenje najprej glasu na Ministrstvo za zdravje. 2. svetovno vojno, nisem rekla prvo, 2. svetovno vojno. In skozi desetletja se je vse to potem razvijalo. Aleksandra Strelnikova mlajša si je dejansko te svoje težave pokorila s tovrstno vadbo. Nastajalo je zmeraj več vaj skozi desetletja. So se priključili potem tudi zdravniki, ker so videli, da pri veliko stvarih pomaga, ne? Da se glas lahko zelo hitro človeku povrne, da se človek okrepi, da se boljše psihično počuti, da zelo krepi cel srce in ožilje. Pri pljučnih boleznih so ugotovili, da tudi zelo pomaga pri okrevanju, pri tuberkulozi, pri ne vem, pljučnici, pri različnih hujših zadevah so začeli to vrstno vadbo uporabljati. In tako je dejansko postala uradno priznana v 70. letih kot nek način zdravljenja. Danes večinoma se uporablja predvsem v kliničnem okolju, se zdravi z njo, se pravi uradni zdravniki, ki so šolani, da tudi recimo to vrstne vaje dajo različnim ja, zdaj bo šlo da še nisem dihalne celo vadbe naredila, tako da očitno pa tudi to je potem nastane pritisk, takrat, ko se nam zatakne, nastane pritisk in potem se itak to ne odtakne. Zdaj prišlo do konca. Samo še naprej draži. Zdaj je šlo ven. Šlo, ki govorimo o teh zadevah, ne bi morali biti tak lep čist glas, tako da pa pridem tak majčken vražiček, ampak ravno to je človeško, ja. Tako da v bistvu, ne vem, da sem odgovorila na tvoje vprašanje ali nisem v celoti. Ja, zanimalo me je tudi piše, da ima tehnika certifikat ministrstva za zdravje. Ne? To se pravi, to je to, kar je v 70-ih nastalo. Ja. Tako da se uradno v kliničnem okolju to uporablja, tudi klinično bilo testirano, pri astmi recimo. Če zdravnik seveda je k temu nagnjen in se želi to uporabljati. Ampak veliko stvari zdravijo s to pomočjo danes. Prav bi rekla recimo stvar, ki zahteva zraven zdravnika, je zadeve, ki so vezane na srce in ožilje. Se pravi, visok krvni pritisk se ga da izjemno dobro regulirati. Psihiatri uporabljajo to pri zdravljenju, ker je znano, da motnje razpoloženja so zelo povezane s tem, kako dihamo z našimi dihalnimi vzorci. In pa seveda pljuča, ne? Ampak moraš malo vedeti, kaj se notri dogaja, kaj je v njih zdaj. Čisto naslepo ne moreš človeka zdraviti in gledati. In tudi meni, ko se obrnejo ljudje, ki imajo kakšne zdravstvene težave, jim takoj rečem,
lahko delate, ampak morate vprašati svojega zdravnika, če vam dovoli to vrstno vadbo. Ker načeloma ni omejitev, ampak vseeno jaz ne poznam medicine, da bi lahko, če ima človek neke težave, da bi mu lahko svetovala. Edina omejitev, ki je, so recimo taka res, če je zelo visok pritisk pri človeku ali pa če obstaja možnost notranjih krvavitev, to se pravi po kakšnih operacijah pa tako naprej, ne. To je potencialno, ni varno. Pa tudi pišem v svoji knjigi, katere še so tiste stvari. To mi je bilo zanimivo, ta poudarek, kako je potrebno te mišice okrepiti. Verjetno je to cel kup nekih zelo prefinjenih mišic, ki se nekje nahajajo in v bistvu jih mi niti ne krepimo, mogoče za športom ali s čim, ne? Ne moreš jih krepiti, razen z dihalno vadbo. Tudi če si športnik, če zelo veliko se gibaš, to so skrite mišice, ne? Recimo preponska mišica, ki je napeta pod rebri, kot je taka, včasih rečem testo za pico od spodaj, ko vdihnemo se spusti, oziroma se nekako napne, ko izdihnemo se spet nazaj vzravna, nekako dol in gor, ves čas hodi. Preponska mišica pri dobrem dihanju pri odraslem človeku bi morala iti za 7 cm dol in gor, pri večini ljudi ždi na mestu. To ti že vse pove, ne, kako smo zakrčeni in kako skozi leta zaradi različnih faktorjev naš polni dih, ki nam je recimo zdravim dojenčkom položen v zibko, izgubimo. Zaradi stresa v veliki meri se naučimo zadrževati svoj dih. To se pravi, da nam kar cel prsni koš in cel ta del začne stati enostavno na mestu in seveda potem te mišice tudi hirajo, ker niso uporabljene tako, kot bi morale biti. In potem po 40. letu, tako kot vse druge mišice v telesu, tudi te mišice slabijo, jih je zmeraj manj, tako kot so noge, roke, to gremo potem lahko na kolo ali pa v fitness. Tem mišicam pa nihče ne pomaga, ne? Notranjim. Alveol pljučnih imamo vedno manj, tam, ki se zgodi izmenjava plinov, ki so tudi ključne, z leti se jih vedno manj dela. Tako da je cel kup teh faktorjev, zakaj vedno slabše dihamo. Začne se to pri nekaterih ljudeh že v otroštvu, ker ta psihološki stres, se sploh ne veš, a si ga imel, ga nisi imel, lahko potem nazaj koplješ, ampak že otrok velikokrat ga je strah, je v napetosti, ne ve, kaj bo, začne zadrževati. Najstniki, potem še bolj in odrasli ljudje, pa sploh, mislim, praktično skoraj da vsi do neke mere zadržujejo, ker dihanje bi moralo biti pretežno skozi nos, dihanje bi moralo biti počasno, ritmično, enakomerno in pri večini ljudi je neritmično, plitko, prehitro in preveč skozi usta. Ne bom rekla skozi, odvisno od situacije. Tako da to so v bistvu pa še sedenje, ne, nenehno, zaradi tega, ker večinoma, prva stvar, ki jo rečem ljudem, ne, če sediš tako, večina ljudi sedi malo tako, da ima malo rebra dol pritisnjena, ne. To pomeni, da rebra pritiskajo proti popku in že enostavno, če se večkrat na dan spomnimo, da si rebra odlepimo stran od popka, da damo temu tukaj prostor, ne, na tem delu, da ima preponska mišica spet možnost, da se začne premikati. Ker če smo tako, pa je to majčken gib, ne, niti ni treba, smo pretirano sključeni, ampak samo, da imamo ta del zaklenjen, že pomeni, da se tukaj začne dogajati, da ta del krča. Tako da zelo važno je iskati neko vzravnano držo, skozi cel dan, sploh ker toliko sedimo, ker sta tudi dihanje in vzravnana drža tako zelo povezana med sabo. In prav zato je meni ta vadba tako všeč, ker odkrči vse skupaj, ne? Ker prav tudi lahko, tokrat sem že pokazala, mogoče so ljudje že videli, ampak delamo delamo te kratke vdihce skozi nos, poskusi narediti, daj. No, dej. Vsakeč, ko narediš pest, na vso silo vdihneš skozi nos. Samo skozi nos? Ja. Predolgo. Čim bolj kratko mora biti. Kratkost in odrezavost je enako važna kot vse drugo.
To je recimo osnova teh vaj. To je prva vaj. Tebi se tudi, ne samo nos, tudi obrazne mišice se, Tukaj ne sme biti krča. Tukaj ne sme biti krča. V bistvu vse na obrazu mora biti sproščeno. To že, ampak niso samo nosne, tudi ostali deli. Kakor pri komu, tega ne smemo delati namerno. Ljudem rečem samo, kot da bi nekdo jim s prstov pritiskal na nosnice ali pa hotel s prsti tle luknjice narediti. Ne. Zelo važno je, da je obraz ni v krču, da je obraz ali gre s tem gibom hkrati ali pa da je pač nekako kolikor toliko statičen in da vrat ni v krču. Ne. Tako da to vedno ljudem govorim. In ko to delaš, kaj se zgodi? V bistvu, kot prvo, gib je bolj intenziven, če mu še nekaj zraven dodamo, ali imaš potem to, se rotiraš, ne vem, obračaš. In lažje je delati, če še en gib zraven delaš. Lahko bi delal tudi... Ampak za začetek je to težje in bolj dolgočasno, recimo. Ne. Lahko delaš tudi ta gib medtem, ko hodiš, ne, in rahlo poklecavaš. To je pač ogrevalna, da se... Mislim, da te gibi, ki jih zraven delamo, nas učijo delati eno notranjo sproščenost, da nisi preveč, ne delaš nekega krča, to ti pomaga ostalo tudi odkrčiti. In ko to tako vdih narediš, pa ni treba nič razmišljati o tem, nekako preponska mišica dol skoči, postane kot en tak trampolinček, ne. V bistvu dol in gor in dol. Zato je tudi zelo važna ta moč, kratkost, odrezavost teh vdihov. In preponska mišica se krepi, se nenehno odkrčuje in skozi veliko teh vaj se tudi sama sebe skozi cel dan spominja, da ni odkrčena, brez da bi mi že o tem razmišljali. Nauči se biti spet v enem takem mehkem, sproščenem stanju. To so tako fajne take vaje. Obenem pa tudi cel trebušni del se odkrčuje, ki ga imamo večinoma v krču, ne? Zaradi sedenja, zaradi skrbi, zaradi držanja trebuha noter, preozkih oblačil, vse mogoče, ne? Jetra, prebavila, rodila, vse to dobiva kot eno tako majhno masažico in en tak mečkan sprosti se, odkrči se. In zato so te vaje tako krasne, ne? In tako enostavne, ni potrebno, recimo druge dihalne vaje, ne vem kakšne ti uporabljaš, pa koliko so ti druge, ampak karkoli sem drugega zasledila, nobena stvar me ni tako prepričala, tudi ta cikličnost, ko jih delamo, te zgodbe, ki sledijo zraven, ne? Da jih delamo vedno po 8, da se, ne vem, zraven zavrtimo v sobi, ne vem, vsak kot 8, pa jih je potem že 32, potem naredimo to 3krat, pa jih je že skoraj 100. Ker druge metode nekako zahtevajo neko pač stoično štetje, ozaveščanje, ki ni primerno za vsakogar, ne. Tukaj pa res, kot da bi neke Lego kocke zlagal skupaj s temi vajami, ne. To vajo, par kock zložimo, pa to, nekako meni so bolj razumljive in lažje, da jih implementiramo v svoj vsak dan, ne. In tudi to, da takoj še učinek začutimo, ker pri drugih vajah recimo ga ne začutiš. Tukaj pa takoj začutiš, kako se je odkrčilo, kako glava postane bolj bistra. Jaz sem jih zdaj samo toliko mar naredila, pa se mi je kar malo izboljšalo počutje, spet eno novo energijo sem dobila zagovoriti. In zelo hitro, ko ljudje nekaj dni to delajo, začenjajo čutiti bolj močen vdih, bolj poln vdih, ne. Tako da to je zelo taka stvar unikatna. A si šla v tem raziskovanju dihanja, kaj mogoče prebirati, brskati po jogijevskih tehnikah? Oni pač del joge so pranajame, to so te dihalne tehnike, ki jih je tudi cel kup. Ja. In tudi so ene take, da zelo hitro... pač temeljijo na teh hitrih vdihih, ne. Skozi nos. Recimo kakšne druge se zelo osredotočijo na pač to prepono, ki... Ja. Ali pa razvijajo to, da res čutimo in pač preponsko dihanje in pljučno in ključnično, ne, se pravi te 3 neke nivoje. To je cel bazen znanja, si kdaj tudi mogoče kaj iz tega črpala, prebirala? Tudi uporabljam kakšne te druge vaje, ko pri različnih ljudeh, sploh ker to dihanje, ki ga izkažem, je tako intenzivno, da ga ne moreš na začetku dolgo časa početi in potem uporabljam in iz petja, pa tudi, ne vem, iz joge, različne vaje, ki jih tudi dodajam k temu, ampak srž mojih vaj so vedno te, zato ker enostavno se mi zdijo najbolj univerzalne
z najmanj napora in dela največ rezultata in najbolj primerne za vse ljudi. Joga ni za vsakogar, tudi v bistvu te vaje dostikrat zahtevajo in tak in drugo okolje, drugo pripravljenost, druga oblačila, razmišljati moraš, razmišljati o telesu. Pri teh vajah je fino, ki ti ni treba čisto nič razmišljati. Nič. Edina naloga je, da nisi zakrčen, ko to delaš in da razmišljaš, da ne upustiš teh res ritmičnih, kratkih vdihov skozi nos. Zraven pa imaš zgodbe, ne? Vaje imajo različna imena, vaje so, kot sem rekla, v teh ciklih se delajo. Jaz recimo za te jogijske vaje nisem imela potrpljenja, pa sem delala v življenju jogo, pa mi je všeč ta tip, ampak nekako se mi je zdelo preveč dolgotrajno, to vse skupaj ni bilo to za mene. Ne. Tudi meditacija, recimo, zaenkrat se še nisem našla v njej, ampak mi je tudi rekla ena gospa, ki te stvari uči, rekla se, če imaš petje, pa to svoje vadenje, to je tvoja meditacija, ne potrebuješ drugega. Tako da jaz bi rekla, vsak si najde tisto, kar mu odgovarja, ampak recimo slehernik ali pa nekdo, ki je zaposlen ali pa ki se mu ne ljubi preveč o tem razmišljati, pa bi rad enostavno imel neko čarobno palčko ali pa neko čarobno tabletko, da nekaj naredi. Se mi zdi, da je ta metoda najbolj preprosta in učinkovita za njega. In tudi mene s tem prepriča. Recimo jaz, kot sem prej rekla, jaz sem človek, ne vem, do neke mere fanatičen, discipliniran. Perfekcionist, verjetno. Ampak sem imela vedno problem vztrajati dolg časa v nekih namerah, v nekih disciplinah. Jaz se zaženem, preberem eno knjigo, ne vem, začnem pisati dnevnike, ampak potem opustim s časoma. In lahko ti nekaj pove ali pa ne, da ta vadba je nekaj, česar pa nisem opustila nikoli skozi vsa ta leta. Nikoli. Vse drugo opustim. Ne vem, ne tečem po 3 mesece, ne plavam po pol leta, ki recimo to vedno. Imam obdobje, ko začnem zelo slabo se prehranjevati, pojem preveč sladkega, popijem preveč alkohola, jem preveč mastnega, junk food in potem spet nazaj. Tako da v bistvu vse nianse v mojem življenju so prisotne, ampak dihalna telovadba pa je edina stalnica, ki ostaja, ker je enostavno tako preprosta in toliko mi da in tako se dobro počutim, boljše, če to delam, da je nočem spustiti. Mogoče je ta del tudi zelo ključen. Recimo jaz delam jogo zjutraj, ne, in pač ta del ključen, da ko človek res izkusi, koliko dobrobit mu prinaša, ko počne nekaj, kar počne, potem se bo vračal na to. Ne? Tako. No, mogoče tudi ne vsi, no, ampak mislim, da je to, ko izkusiš to, kako recimo že, ko smo zdaj tole delali, ne, samo par teh, kako bi rekla, vdihov, ampak ko res zavestno, ko izkusiš, kako osveži nosno votlino in kako se možgani prekrvavijo s kisikom in kako seveda vse nekako se naolji in cel sistem požene, ne? Ko to zavestno izkusiš, je seveda boš to delo. Ne? Toksini grejo bolj ven iz telesa, vse celice več dobijo kisika. Prav, če narediš cel spekter teh vaj, pa niti ni treba, da narediš vsako na polno, kot pravi 96krat, ne, čeprav to vzame minuto pa pol na vaju. Tudi če jih narediš samo 32krat, pa da si vzameš 5-7 minut, je že ena tako darilo veliko in tako se dobro poženeš v nov dan, da jaz ne poznam druge metode, zakaj res ne bi tega delal. No. In tudi ljudje, s katerimi sem delala, no, ker pač se zavedam te človeške nediscipline, moji spletni programi, tisti, ki imajo največ uspeha na splošno, je tam, ker sem res dnevno prisotna s človekom, mu trkam na njegov e-mail in ga sprašujem, če je delal, vidim tudi, koliko dela, vidim, a je obupal ali ni obupal in jih na lep način nekako prisilim, da pridejo do konca, tudi če ne pridejo v 20 dneh, pa pridejo v 30 ali pa 35. In spletni programi na splošno imajo 2% uspeh. Moj
program ga ima 95%. Ne? Tako da vem, da ljudje pridejo do konca in mi pišejo in pridejo, ne vem, na koncerte k meni pol ali pa na kakšno predstavitev in rečejo, to pa jaz že 2 leti ves čas delam in tega ne bom nikoli več spustil. Tako da to mi je neverjetno. In delala sem z ljudmi tako kot, ne vem, 18-letna punca z anksioznostjo ali pa kar nekaj ljudi, ki so stari 82, 83, 84, ki recimo jim je veliko športov, gibanj že napornih, v tem pa so našli eno tako idealno stvar za dobivati neko življenjsko gibanje in vitalnost in moč in motivacijo in več življenjske energije. Tako da neverjetno, koga vse srečaš. Ali pa ljudje, ki imajo preveč stresa v življenju. Eno je seveda ozaveščati stvari, razmišljati, delati neke določene vaje, eno pa enostavno na podzavestni način si to ven zmetati, ne. Odnotraj malo razgibati, pa to je na drug način, kot če greš na kolo ali pa teč, nekaj drugega se zgodi v telesu, ko narediš dihalno vadbo. Ja. Lahko zagotovim, da res. Manca, ko sem tudi tole tvojo knjigo pregledovala in sem se spomnila na Globokarja, pozavnista, slovenskega čudovitega skladatelja Vinka Globokarja, ki je naredil že v 80-ih eno knjigo Vdih, izdih, sicer je bilo to res posvečeno sodobni glasbi, ampak samo ta naslov, Vdih, izdih, ne? Kako je dihanje ne samo temeljno, ampak če pomislimo, da vsak naš izdih hrani rastline, ki ga vdihujejo in vsak njihov izdih hrani nas, ne? Kako je to stvarstvo povezano z dihom? Ja. In lahko bi rekla, da je res, res temeljno. Res temeljno, ne samo za nas. Dih ni samo nam življenje, ampak je vez z vsem stvarstvom. Tako ga vidim. No, in me zanima, kako ga ti vidiš. Zelo, jaz razmišljam še vedno zelo tako v smislu samega telesa in samih organov. Tukaj si mi dala tudi ti nekaj novega za razmišljati. Vidim, vse bolj se zavedam, meni se zdi, kot da ni temelj, ne vem, telesa, možgani ali pa srce, ampak da so pljuča. V bistvu center telesa, ker v bistvu pljuča ustvarjajo pogoje za srce in za možgane. Če pljuča niso sposobna ustvariti pogojev, potem vse v telesu gre v maloro, kot se reče. In bolj kot to spoznavam, bolj imam nekako rada svoja pljuča in bolj se zavedam, kako so en tak fantastičen, čudovit mehanizem, organizem. Če pogledaš, kako so rahla, to ni neka vreča, ki se napihuje, iztihuje, kakšne čudovite mikrokomponente so noter, te pljučni alveoli, vse te žilice majhne, vse stvari, kaj je v njih. Je res, jih vzljubiš in hočeš lepo skrbeti za njih, da ti bojo delale pogoje za vse, za celo telo. Recimo, če pljuča slabo delajo, tudi se žile ožijo, recimo, to so take stvari, v katerih ljudje ne razmišljajo. Srce, njegovo delovanje je popolnoma povezano s tem, kako delajo pljuča. Možgani seveda, če pljuča slabo dihajo, možgani se slabše delujejo. Cel kup enih stvari v telesu, ki so povezane s tem, kako delujejo naša pljuča in kako so izjemno tudi ranljiva. Koliko enim stvarem smo izpostavljeni, pa ne bom govorila tisto, kar se sami dajemo, seveda povezano je s tem tudi, kaj jemo, ne vem, da so dobro naoljena, kako so recimo tudi omega 3, 6, 9, te maščobne kisline, ki so tudi povezane s tem, kako naša pljuča delujejo, koliko enih stvari vpliva na njih. In kako, če imamo res močna in dobra pljuča, kako si s tem držimo celo telo v formi. Moramo skrbeti za njih. No. Jaz dlje kot od tega še nisem prišla, bom pa sigurno tudi začela širše, nekako bolj univerzalno razmišljati. Jaz tudi razmišljam vedno, da če imaš samega sebe v redu in sami žarivaš dobro energijo in svojim bližnjim, da je to pač tvoj način, kako skrbeti za univerzum, ne? Težko rešujemo cel svet, lahko znotraj tega najmanjšega skrbimo za sebe in za druge in potem na ta način cel svet rešujemo.
Moja ljuba je pa ta, če sem jaz dobro in če poskrbim za sebe, da sem jaz dobro, potem lahko več dam. Ja. Ker če jaz nisem dobro, potem ne bom imela kaj dati. Ja, točno tako, ne. Tako da skrbite za svoje pljuča, si preberite, kaj v njih ni samo po sebi umevno. No. Nekaterim se zdi to blazno smešno, da se učiš dihati, ker to tako ali tako počnemo, ampak mislim, da je mogoče največja investicija, ki jo lahko človek v sebi naredi, je to, da se nauči spet dobro dihati. Ker ni samo fizična moč, fizična gibljivost tista, ki daje telesno zdravje. No, to je za poudarek. Ampak je to eno od ključnih elementov telesnega, ne samo psihičnega, zato ker se s kisikom prepojiš, ampak prav telesnega zdravja. Ja. Tudi športniki, recimo, ki so v izjemni kondiciji, kako si lahko še izboljšajo svoje rezultate, če si izboljšajo svoj dih. Ljudje se ne zavedajo koliko stvari, tudi ne vem, če se psihično slabo počutijo ali pa ne vem, težave z hormoni, koliko stvari se da, na koliko stvari v telesu se da vplivati, če si narediš najboljši možen dih spet nazaj, takega, kot si ga imel kot dojenček. In to, kar imamo zdaj ljudje, jaz rada rečem, kot da bi imel en ogromen grad v sebi, ampak ne vem, odprti, z lučjo prižgani, samo 2 sobi, vse ostalo je v pajčevinah in v temi. Ne? In v bistvu imaš ta ves nek življenjski potencial znotraj sebe, ki stoji. Tisto, kaj delamo v nekih vsakodnevnih življenjskih navadah, koliko, ne vem, se ukvarjamo s športom, koliko zdravo jemo, pa to. Tukaj je velik spekter, kaj človek si lahko dovoli in vsak ima nek svoj prav, ampak pljuča bi pa res priporočila vsakomur, da si jih pripravi, da so v dobri formi. No. Bo imel boljše pogoje za vse ostalo v telesu. In bolj, ko to študiram, bolj sem fascinirana nad tem, na kaj si lahko izboljšamo pri svojem zdravju. Manza, zelo, zelo hvala ti za vse to, kar si podelila, ampak predno te spustim, bi samo še eno vprašanje, ki ni toliko zelo povezano z dihanjem, ampak z drugimi vsebinami. Veliko si bila po svetu, živela v Londonu, v Moskvi in zdaj živite v Celovcu, družina. To je kar zahtevno, tako ne imeti sidrišče. In kaj se takrat zgodi? Mogoče se zgodi to, da je dom tam, kjer si ti sam, da je dom tam, kjer so tvoji najbližji. Ja. Kako se znajdete v tem premikanju po svetu? To je tudi ena od precejšnjih preizkušenj. Ja, meni sicer več stresa dela, če se preveč zasidram nekje, pa imam občutek, da ne morem več v tistem okolju rasti. In to tudi na nek način sem imela občutek v Sloveniji, ker v teh letih, ko sem se vrnila iz Moskve, sem nastopila po vseh mogočih odrih, kjer sem lahko. Nekako dosegla sem v Sloveniji tisto, kar se je dalo na glasbenem področju. To ne pomeni, da se Sloveniji bi želela odpovedati, ampak v bistvu sem čutila, da se rabim še nekam premakniti in še malo nadgraditi spet sebe. Ker vsakeč, ko sem živela v tujini, sem spoznala nov svet, naredila neke nove, zanimive projekte, spoznala nove ljudi, dobila nova znanja in s tem sem tudi zrasla kot umetnica. In na neki točki sem začutila, da sem že predolgo v Sloveniji, da rabim neke nove impulze. In če ravno so samo čez Kucelj, čez Ljubelj v Celovcu, več enih stvari je bilo, ki so naju peljale v Avstrijo. Eno je bilo to, da je moj mož velikokrat tam predaval na Dunaju. Hčerka si je želela iti na slovensko gimnazijo v Celovec, pa nisem želela, da gre v internat, 14-letna. Tako in vse več naju je vozilo v ta germanski svet. Želela sem si narediti neke nove projekte, ki bojo tudi z njim povezane in zato je bilo neizogibno, da sva se preselila. Ker živeti v Tržiču, ki ima samo 20 minut do Avstrije, ali pa živeti v Celovcu je drugače. Dnevno imaš z drugimi ljudmi opravka, dnevno neke nove priložnosti se dogajajo, dnevno neke nove impulze dobivaš, ki pač te oplemenitujejo, konec koncev tudi to, da si
prisiljen v dobro znanje jezika. Nemščina je izjemno zahtevna in to meni spet en tak nov polet daje, da to študiram, berem. In fino mi je spet pridobiti nov krog ljudi, s tem, da starih krogov ljudi nikoli ne izgubim, vedno ostanejo. Tako da same pluse vidim. Je pa vsekakor zahtevno, moraš se ven iz svoje komfortne cone dajati, nenehno, še vedno se moraš prisiliti, da greš in komuniciraš z ljudmi. Strahovit napor mi je recimo iti kaj predavati na temo dihanja v nemščini trenutno, ker recimo vse te programe imam že prevedene, ampak ne morem pa še improvizirati v njih. Improvizacija je bila vedno bistven del mojega čara na odru, ker nikoli nisem imela vsega do konca pripravljenega. In tukaj sem pa v situaciji, da si moram vse zelo dobro splanirati in pripraviti. Druga mentaliteta je. Tako da je težko, ampak vidim spet samo neke pluse iz tega. In mislim, da sigurno to ni zadnja. Mogoče tudi, bom se enkrat tudi francosko naučila, ker bom šla v Francijo. Všeč mi je biti v Avstriji v bistvu. Kakšne stvari so, pač ni tistega, ko bi rekla, takega v smislu za humor, ki ga bi skoraj rekla v dobrem pomenu besede balkanskega, ko se pač zaradi nekih traparij lahko smejiš do solz, pa slovanskega, oni so bolj pač resni, racionalni, ampak tudi kakšne dobre črte v tej njihovi organiziranosti, predvsem za neko vsakodnevno življenje, pa je bistveno bolj mirno, tudi zaradi tega, ker je bolj predvidljivo, bolj vse skupaj normalizirano, racionalizirano. Tako da zelo dobro se počutim zaenkrat. No. Torej je to zdaj en kokon, v kateri zorijo novi projekti. Ja, absolutno, ampak zdaj sem prav na eni taki prelomni točki, ko ne vem, kateri bo nov projekt. To je najboljši. Sem prav v enem takem stanju, delam naprej te coaching zadeve na temo pljuč. Naprej se izobražujem kot pevka, brusim svojo tehniko, ampak hrepenim po enem novem projektu. Na nek način tudi moja duša zelo trpi, ker je bilo tako tole z Rusijo vse tako na silo presekano, ker sem se tudi zelo, to ni bilo neka poslovna zadeva, ampak sem se zelo tudi poistovetila s tem svetom in s temi pesmimi, s to kulturo, in to je zdaj tako odrezano, tako da mogoče tudi tukaj sem malo zgubila tla pod nogami, ampak jih bom našla spet naprej, ena druga, sem prepričana. Tako kot je bilo s tistim, ko si ti izgubila glas, je svoje prste in je iz tega nastala neke novi projekti. Ne? Ja. Včasih je v življenju tako, da nam se nekaj spodmakne, zato da potem sploh vidimo, da lahko nekaj novega povabimo v svoje življenje. Ja, sploh tisto, kar smatraš za neko tako notranjo identiteto, kot si ti rekla, ne? Da vidiš potem, kaj še vse je. In jaz zdaj, ko sem na Koroškem, tudi bolj čutim še te svoje gorenjske korenine, ker bi rekla, da so si avstrijski Korošci in Gorenjci so si bolj podobni kot Gorenjci in Primorci. Tako da v enih stvareh se počutim tam kot riba v vodi, res dobesedno, in ta ljubezen do hribov, do alpskega se spet nekako na novo prebuja v meni. Je pa tudi zelo močan in nepredvidljiv vpliv v celovcu iz Italije. In to je pa tudi ena taka krasna stvar. Ogromno Italijanov prisotnih in tudi kultura prisotna in tudi zelo imajo radi to kulturo. Tako da, pa zelo imajo radi tudi slovanske dežele, Slovenijo, Hrvaško. Tako da zelo široko okolje je. Bolj široko, kot sem mislila, da bo. Zelo tolerantno, prijazno. Manca, želimo oziroma željno pričakujemo novih projektov. Hvala lepa. In držimo pesti, da se rodijo ali pa odprejo te neke nove poti, ne, ki se lahko zdaj, ko si v nekem drugem okolju. Zelo, zelo, zelo ti hvala za to, da si se odzvala na vabilo, ker Manca je prišla iz Celovca danes, ne, sem v Ljubljano, v studio, tako da vročina je,
snemamo ravno v dneh tega hudega vročinskega vala, tako da smo se obedve zelo, zelo potrudili. Z velikim veseljem, s tako prijetno sogovornico. Meni je bilo tudi zelo prijetno, da smo se spoznali. Res, hvala lepa. Hvala tebi. Srečna.